večer, odbojkarske navdušenke in odbojkarski navdušenci. Odigran je bil 11. krog Sportklub prve državne odbojkarske lige, kot tudi 11. krog prve državne odbojkarske lige v B skupini za odbojkarje. V A skupini brez večjih presenečenj. Vse gostujoče ekipe so domov odnesle zmago. Videli smo sicer dve zelo izenačeni srečanji, a so gostje Calcit Volley in Alpa Cem Kanal zmagali brez oddanega niza. V drugih dveh srečanjih sta še posebej ACH Volley Ljubljana in Krka več kot prevladovala ter se tako vračata domov z gladkima zmagama. Gremo po vrsti. V Kranju smo videli gorenjski derbi. Kamničani so vrnili milo za drago večnim tekmecem iz Kranja ter se tako več kot oddolžili za poraz v vodnem delu prvenstva. Srečanje je bilo sicer še posebej v tretjem nizu dokaj izenačeno, a Kamničani Kranjčanom niso dopustili niti niza. Za Calcit Volley je žebelj v krsto za poraz Kranjčanov v tem srečanju zabil korektor Jurij Oman, na servis katerega so Kamničani dosegli 3 zaporedne brejk točke, kar je bilo potem dovolj za gladko zmago s 3-0 v nizih. Statistično je bistvena razlika, da so Kamničani dosegli 23% točk na lasten servis, medtem ko Kranjčani 11%. V Murski Soboti so Ljubljančani razbili Panvito Pomgrad. Trener Dejan Fujs pravi, da ACH Volley Ljubljana igra 2 nivoja boljšo odbojko, a je imel vse nekaj razloga za zadovoljstvo, saj je prvič ponudil priložnosti za igro odbojkarjem, ki doslej tako rekoč skoraj da niso igrali. V prvi vrsti to velja za Klemna Puconja. Dejstvo, da so mladeniči za Panvito Pomgrad odigrali nekaj dobrih točk, je pohvalil tudi trener ACH Volley Ljubljana Matjaž Hafner. Statistično ni kaj dosti zapovedati, razen kot zanimivost, da so Sobočani imeli boljši odstotek v napadu na slabši sprejem kot na boljši sprejem. ACH-jeve številke so bile nedosegljive, 42% točk na lasten servis, 73% točk na menjavi oziroma sprejemu, 71% točk na dober sprejem in celih 76% točk na slabši sprejem. Tretje srečanje sobotnega večera je potekalo v Ravnah na Koroškem, kjer so pri Fužinarju Simetal Ravne gostovali odbojkarji Krke iz Novega mesta. Po izgubljenem prvem nizu so odbojkarji Krke prevladovali v ostalih 3 nizih in se odpeljali domov z vsemi 3 točkami. Zadnje srečanje večera so gostili Mariborčani, odbojkarji Event Maribora, ki so gostili odbojkarje Alpa Cem Kanala z reprezentančnim podalcem Dejanom Vinčičem na čelu. Kanalci so očitno ujeli ritem, spodrsnilo jim je sicer v četrtek v pokalnem srečanju s Krko, a v prvenstvu so se z gladko zmago v 3 nizih trdno zasidrali na drugem mestu. Proti Mariboru so se reševali s kar 79% izkupičkom v napadu iz slabega sprejema servisa. Na lestvici Sportklub prve odbojkarske lige A skupina za odbojkarje je Calcit Volley na 4. mestu zamenjal mesto s Kranjčani, ekipo Merkur Triglav Kranj. ACH Volley Ljubljana v prvenstvu še vedno ni oddal niza, so pa delno ranljivost Ljubljančanov nakazali ravno Kamničani, ki so jim med tednom v pokalnem srečanju odščipnili niz. Trdno so na drugem mestu zasidrani Kanalci, Krka prav tako zaenkrat drži 3. mesto. Mariborčani so 6. s 5 zmagami in 6 porazi, predzadnje in zadnje mesto držita Panvita Pomgrad in Fužinar Simetal Ravne, vsak s po 1 zmago. V B skupini prve državne odbojkarske lige smo gledali derbi lige in ljubljanski derbi hkrati med Špan Brezovico in Črnučami. Po prepričljivi zmagi v prvem nizu so odbojkarji Črnuč takoj na začetku 2. in 3. niza začeli manj odločno, kar so Brezovčani več kot znali izkoristiti in s pametno igro prišli do še 1 zmage. Izjemno zanimivi derbi v brezoviškem balonu, v katerem so se po začetnem zaostanku v 3. nizu odbojkarji Črnuč vrnili in pred končnico tega 3. niza že vodili za 2 točke. Ale par neizkoriščenih kontražog je bilo dovolj, kot se to rado zgodi v odbojki, da so samo končnico 3. niza bolje odigrali Brezovčani. Na videz enostavni padajoči servisi srednjega blokerja Brezovice Domna Šipa so bili dovolj za priključek. Izkušeni podajalec Vasja Železnjov je delo potem znal zaključiti in z 2 brejk točkama na njegov servis so prišli odbojkarji Špan Brezovice do zmage tudi v 3. nizu. 4. niz je bil potem prav tako zelo izenačen do same končnice, ko je zadeve vzel v svoje roke korektor
Jošt Purgar in odločilno pripomogel k 3 brejk točkam, kar je bilo potem dovolj za zmago v 4. zadnjem nizu tega derbija. Vse 3 točke so tako ostale na Brezovici. Odbojkarji Špan Brezovice so tako v zadnjih 2 sezonah za sosede iz Črnuč nerešljiva uganka. V drugih srečanjih B skupine prve B državne odbojkarske lige so odbojkarji Kočevja brez oddanega niza premagali Atos Kostanjevico. V Šoštanju so odbojkarji Ljubljana Vole po pravi drami v 3 nizih in tudi potem v 5. pokazali vso vztrajnost in dobili še eno srečanje v 5 nizih. Tudi SIP Šempeter je zelo tesno, še posebej v zadnjih 2 nizih, a vseeno dovolj za vse 3 točke premagal Keko Opremo Žužemberk. Tukaj izidi vseh srečanj v B državni odbojkarski ligi in tukaj še lestvica. Na lestvici prve državne lige za odbojkarje v B skupini so prepričljivo v vodstvu odbojkarji Špan Brezovice. Brez poraza, prav nekoliko neverjetno, očitno se dobro delo trenerja Zorana Kedečiča tako na treningih kot odlično vodenje tekem zelo pozna. Kljub porazu na derbiju so za zmago več od SIP Šempetra Črnuče na 2. mestu. 4. so novinci, odbojkarji Kočevja in 5. še eni novinci v B skupini prve lige, odbojkarji Ljubljana Volej. Sledijo jim odbojkarji Šoštanj Topolšice, Keko Opreme Žužemberka in Atos Kostanjevice. V naslednjem 12. krogu prve B lige se bodo v soboto 7. decembra v A skupini srečali. Event Maribor bo gostil ACH Vole Ljubljana. Alpacem Kanal bo gostil Merkur Triglav Kranj, v Kamniku bo Calcit Vole gostil Fužinar Metal Ravne in že v petek 6. decembra bo v Novem mestu Krka gostila Panvito Pomgrad. V B skupini se bosta prav tako v 12. krogu v še enem ljubljanskem derbiju v soboto 7. decembra ob 16. uri v dvorani Gimnazije Bežigrad pomerili ekipi Ljubljana Volej, ki gosti vodilno ekipo B skupine prve lige Špan Brezovico. Atos Kostanjevica bo gostila SIP Šempeter in Keko Oprema Žužemberk Šoštanj Topolšico. Z Odbojka TV bomo prav tako v soboto 7. decembra ob 19. uri zagnali prenos srečanja med Črnučami in Kočevjem. Vabljeni, da se nam pridružite tako v živo kot na spletnih straneh Odbojka TV, kot seveda tudi na YouTube kanalu Afna TV Odbojka. V produkciji Odbojka TV sem za vse odbojkarske navdušenke in navdušence komentar 11. kroga pripravil Marko Savič.